zato da ne bo paradižnik sameval v tako hranilnem substratu, bom v spodnjem delu dodal še sadike solate. No, to je že izraz deževnega vremena, če se lahko tako izrazim. Opazimo pojav sive plesne. Moramo zanje poskrbeti z toplo vodo. Prej smo pogreli vodo, tam nekje na 50 stopinj. Glede na to, da smo v pretekli oddaji govorili o nasadu zelišč oziroma o zeliščih, bomo tokrat na balkon posadili še paradižnike. Kljub temu, da je mesec junij, se pri vrtnarjih še vedno najdejo zelo lepe sadike paradižnikov. In tu se morda vedno postavi vprašanje, katerega izmed paradižnikov izbrati. Ali tega, ki ni cepljen, ali tega, ki je cepljen. Ne gre za gensko spremenjeno rastlino, ampak preprosto je ta rastlina cepljena na zelo odporno, hitro rastočo podlago, ki s koreninskim sistemom in svojo genetiko nekako spodbuja hitrejšo rast, odpornost in večjo plodnost paradižnika. V tem primeru sem izbral tudi primerno velik lonec, kar pomeni lonec, ki je premeren nekje 50 cm in pa seveda po globini tudi kar nekje 40 cm. Paradižnik vemo, da je kar velik potrošnik hranil iz zemlje, zato je tudi dobro, da mešanico zemlje pripravimo s kar obilico preperelega komposta oziroma gnojila, ki ga v briketih dobimo že pripravljenega. S to mešanico napolnimo lonec, vmes pa dodajamo hranila v briketih. Ta hranila so že prvo leto dobro dostopna rastlinam. Kolikor bi dodajali hlevski gnoj, ki je svež, bi ta sproščal svoja hranila šele nekje drugo, tretje leto. In tako postopek z mešanjem zemlje in pa gnojil ponavljamo vse skoraj do roba lonca. Čisto do roba ga v tem primeru ne napolnimo, kajti nekaj zemlje bomo dodali še kasneje, ko posadimo vse rastline. Še predno pričnemo s sajenjem, je v tem primeru dobro, da v to zemljo oziroma substrat res dobro, močno utrdimo oporo za paradižnik, učvrstimo, tako da bo stabilna in bo ravno tako dobro kljubovala vetru. Zato sem pač tokrat malo bolj dekorativno izbral kar brezove veje. Hkrati pa sem pustil tudi nekaj teh stranskih vej, tako da kasneje lahko paradižnik dobro vežemo sem in nam sama rastlina ne bo padala oziroma lezla po tej osnovi navzdol. Bom posadil cepljeno sorto paradižnika. Gre za eno od bolj mesnatih sort, kot radi rečemo. V spodnjem delu bom delno odstranil stranske poganjke in pa liste, tako da rastlino lahko posadim malo globje, kot je bila prej pri paradižniku. Je to izrednega pomena, kajti kadar ga sadimo v gredo, moramo vedeti, da globje, ko ga posadimo, več bo pognal iz teh spečih brstov koreninskih poganjkov. Rodnost cepljenega paradižnika pa je nekje 4-5 oziroma češnjevca tudi 10 do 12 kg. Zato, da ne bo paradižnik sameval v tako hranilnem substratu, bom v spodnjem delu dodal še sadike solate. V tem primeru bosta to kar dobra soseda. Solata bo v spodnjem delu zadrževala vlago, nekako hladila koreninski sistem s svojo senco, tako paradižniku kot sebi. Tudi solato s prsti učvrstimo, substrat tu in tam še odstranimo
ovele oziroma posušene liste, da prekrijemo, kolikor imamo plastične lonce, lahko v katerega od delov posadimo tudi jedilne bučke oziroma, kot jih poznamo pod imenom cuketi tudi. Bučka bo zrastla navzdol, sedaj bom delno pomagal, tako da se rastlina ne odlomi. Kasneje pa bo tako sama našla svoj prostor rasti. In še ena od plodovk, ki bo glede na hranilni substrat to rastno sezono dobro uspevala v sosedstvu s paradižnikom, je paprika. Ravno tako gre tukaj za cepljeno papriko. Tudi ta rastlina, kar zadeva rasti in seveda kasneje plodov in vremenskih razmer, bistveno bolj odporna od paprik, ki niso cepljene. In s tem smo zasadili na malo površino kar nekaj zelenjave, ki pa je bistveno drugačnega okusa od tiste, kot vedno radi govorimo, ki je pripotovala veliko kilometrov. Na balkonu ali terasi lahko vrtnine gojimo tudi v posebnih vrečah. Te imajo žepke, kamor vstavimo oporo za paradižnik, in luknjice, da voda ne bi zastajala pri koreninah. V Semenarni Ljubljana, selekcijskem centru Ptuj, v vrečah gojijo krompir, plodovke, zelje, dišavnice in začimbe. Zelenjavno z začimbnimi posodami ali vrečami bo naš balkon tudi užiten. Kako na njem gojiti sadno drevje, izvemo v knjigi Užitni balkon založbe Vita, ki jo podarjamo v tokratni nagradni igri. Na zeliščni steber je Sebastian posadil peteršilj, drobnjak, rožmarin, baziliko in luštrek. Tako so odgovorile tudi Tina Jerala iz Mavčič, Antonija Eberle iz Kočevja in Jožica Petrovič iz Kidričevega, ki prejmejo omenjeno nagrado. Plodovke so v tem času doživele veliko šokov, predvsem so jih mučile nizke temperature, predvsem ti spomladanski hladni vetrovi, zato so zelo močno poškodovane, rastejo zelo počasi oziroma je rast ovirana. Veliko plodovk je tudi v tem spomladanskem času oziroma v začetku junija propadlo zaradi prijav nizkih temperatur, hladnih vetrov. V tem času, ko so se pa temperature dvignile, bojo pa tudi plodovke začele pospešeno rast. Smo pri visokih gredah, na katere bomo namestili namakalni sistem. Plodovke same po sebi imajo velike potrebe po hranilih, prav tako po vlagi. Visoke grede so se izkazale v spomladanskem času, kjer pospešujejo zgodnejšo rast, so toplejše, v tem poletnem času pa nam povzroča nekaj več težav namakanje oziroma večja potreba po vlagi. Uporabili bomo kapljični namakalni sistem. Kapljični namakalni sistem ima prednosti, ker rastline enakomerno preskrbujejo z vodo. Kapljice zelo počasi pronicajo skozi difuzorje in potem namakajo zemljo. Rastline, kar je najpomembnejše, rastline pri samem zalivanju niso mokre in zato ostanejo suhe, zato se bolezni ne širijo. Za namakanje je najboljše, da izberemo čas zgodaj zjutraj ali pa pozno zvečer, da se rastlina, tudi če zalivamo po rastlinah, da ostanejo suhe, ker v nasprotnem primeru, ko so rastline mokre skozi noč, se širijo bolezni. Namestimo ga enakomerno po površini, v razdalji tam nekje 30 cm. Poskusimo ga namestiti čim bolj ob rastlinah, zato da pride voda ob rastline. Ker imamo še dovolj cevi za namakanje, bomo jo namestili tudi na drugo visoko gredo, kjer so posajene salatnice, ki imajo sicer manjše potrebe po vodi, ampak bojo kljub temu zelo hvaležne za namakanje v tem vročem poletju. Cev smo namestili, zato jo lahko priklopimo tudi na dovod vode. Rastlinam godi, če uporabljamo deževnico, še boljše je, če uporabljamo segreto deževnico, če imamo možnosti kje, da jih imamo v sodih, potem naredimo prosto kapljače. Zalivamo redkeje in pa takrat obilneje. V primeru, ko zalivamo zelo pogosto oziroma vsakodnevno in z manjšimi količinami vode, rastline tvorijo plitev koreninski sistem,
katerega posledica še so potem večji stresni šoki in preobčutljivost na sušna obdobja oziroma na pomanjkanje vlage. Sponzor rubrike je Klub Gaja. Obiskali smo Mojco Kranjc in njenega partnerja Zorana Leka v kraju Ratež pri Novem mestu. Mojca, že kar nekaj časa se poznava. Pravzaprav, odkot se poznava? Ja, z Gaje, mislim, da z Gaje, ne? Ja. Iz spletnih strani, ne? Iz spletnih strani, pa tudi na podelitvi sem bila parkrat v Vrhniki pri vas, ne? Tako da verjetno od takrat, ja. Takrat so bile bolj tako osebno v kontaktu. Gotovo so razlogi, da so nagrade kar letele. Koliko časa posvetite temu čudovitemu raju? Ja, kar nekaj, kar takole približene 2-3 ure na dan. Pa za vikende, predvsem sobote, pa kar tudi več, ne. Zdaj pa, če pa odideva kam, da nisva skozi doma, potem pa moramo to tudi nadoknaditi, ne. To mi je res sprostitev in hobi, delam to z veseljem, ne. Tudi, če sem utrujena, saj utrujenost v bistvu sem pač takrat tiste urce, potem pa drug dan pa pozabiš na utrujenost, mine, ne. Katero cvetje vam je najbolj pri srcu? Pravzaprav imam vse rožice rada, ne, od pomladanskih rožic do potem kasneje teh potonik in vrtnic, ampak nekako sem se pred 10 leti bolj posvetila vrtnicam. En del, no, sem zasadila tam z vrtnicami. In vrtnice verjetno niso samo za gledanje in vohanje pri vas doma, verjetno tudi še za kaj drugega. Ja, tudi v kulinariki, včasih si tako za sprostitev tudi kakšen čajček spijemo, potem sirup je zelo dober iz cvetov vrtnic, v kozmetiki za kakšno olje. Jaz ti moram nasmejati, ne? Ti mora biti nasmešek na obrazu. Ja, lepša sem, če se smejem, res je. Mojčin in Zoranov vrt je razgiban, če tudi stoji na ravni površini. To sta dosegla za saditvijo rastlin različnih velikosti. Ob drevesih rastejo grmovnice, pod njimi trajnice, enoletnice, v bolj senčnih delih hoste in hortenzije. Na vrtu ne manjka niti sadja, hruške vzgajajo v špalirni obliki. No, zdaj sta pa tukaj že vaš partner Zoran, pa naš strokovnjak Davor. In verjetno bo danes kakšna lepa fotografija za natečaj naj nastala. Ja, upam, se zelo rad fotografira. Ja, imamo kar velik arhiv slikic, sigurno tisoče in tisoče. Tudi mi imamo vpogled v vaš arhiv. Katero vrtnico bi priporočali gledalcem in članom Kluba Gaja? Ja, takole, zelo odporne so te kordesove vrtnice z oznako ADR. Drugače pa po okusu, ne. Meni je zelo ljuba in zdrava vrtnica, ki je za nami. Tale ogromna plezalka, New Down, potem Fairy, te so tudi zelo odporne. Potem je tam ena Knockout, v glavnem kar nekaj je teh odpornih. Tudi drobnocvetne prihajajo na površje. Tudi, ja. Samo se pravim, zdajle tole vreme nagaja, tako da kar težko uidemo kakšnemu škropljenju. In ker je vreme ponagajalo tudi vašim vrtnicam, pa skoraj da ni videti, bo strokovnjak Kluba Gaja svetoval, kako jih odpravimo, težave, ki so nastale. Gospod Zoran, če se ne motim, ima ta vrtnica rojstni dan. Res je. Letos namreč praznuje 10 let od zasaditve, zaradi tega je nekaj posebenega. Drugi razlog posebnosti je pa ta, da ima ta vrtnica več kot 4000 cvetov, tako da je nekaj neverjetnega. Odlično, jaz vas kar počasi prepuščam fotografiranju, sam pa se usmerim še v rožni vrt, kjer bomo pogledali, če se pojavljajo na vrtnicah mogoče kakšne bolezni ali pa škodljivci. Prav. Pozdravljeni, gospa Mojca. Dober dan. Dober dan. Vidim, da ste že nekaj pripravili, en tak šopek zame. Ja, šopek je z nekimi boleznimi, pa ne vem točno, kaj je, kaj se bom na vas obrnila. No, pa kar poglejva. No, to je že izraz deževnega vremena, če se lahko tako izrazim. Opazimo pojav sive plesne, se pravi prvi znaki na bolj izrazite na sortah z svetlimi cvetovi, začnejo rjaveti in na koncu se malo prej osipljajo.
V poletnem času takih težav niti ne bo, takrat bo suho in vroče, ko boste izrezali te prve cvetove nazaj, se bodo vrtnice ponovno obraste in cvetele naprej. Če greva kar naprej z najnim šopkom, ja, tukaj opažamo pojav pepelaste plesni in to kar že pod cvetnim popkom, tako da v tem primeru treba kar čim prej ukrepati s sistemičnim fungicidom, ki deluje sicer na rjo in vse 4 glavne rastlinske bolezni, kot so pepelaste plesni, rje, plesni, pegavosti, tako da pri vrtnicah to kar lepo pride v poštev. Drugače se pa pepelaste plesen izraža tudi na pogankih. In tukaj vidimo praktično na listih bel poprh kot moka, zelo drobna moka, in enostavno listi se zvijajo in posušijo. In take poganke, če so preveč okuženi, če pride do močnih okužb, najbolj pomagajo kar škarje. Tako da cel poganek ven ob prvih okužbah, na ta način tudi preprečite širjenje okužbe. Zdaj pri tistih bolj odpornih sortah vrtnic uporabite pripravek na osnovi njivske preslice. Vi imate tudi sorte, ki so odporne, ADR, ne vse. Te, ki imajo oznako ADR, nemške selekcijske hiše Cordes, so seveda bolj odporne tudi na črnolistno pegavost, ki je glavna bolezen vrtnic in enostavno zaradi tega listi pač predhodno odpadejo. Če gremo na črnolistno pegavost kronološko nazaj, pomagajo že bakrovi pripravki pred začetkom rastne dobe. V praksi po domačih, kdor ima sadovnjak, ima tudi lepe vrtnice. Če redno skrbite za sadovnjak ali pa trto, vinograd, potem so tudi vrtnice lepe. Tako da čist preprosti recept, kako do lepih vrtnic. Še najbolje pa tako kot vi, z odpornimi sortami, ki enostavno zelo zmanjšajo potrebo po škropljenju. Pa je to še rešitev za tole vrtnico, če jo zdaj poškropimo? Dejansko te najbolj okužene dele lahko izrežete, potem pa kar s sistemičnim fungicidom proti pepelaste plesni. Vsaj 2krat presvetko teden, 10 dni, da delujete kurativno. Ker z ekološkimi pripravki delujete predvsem preventivno in kurativa je pa tista, ki pač pozdravi, kakorkoli že. Hvala lepa, ja. Prosim. Tako da upam, da naslednjič potrgava malo lepši šopek. Ja, upam tudi jaz. Mi bo veselje, če bo tako, ja. Če ste se z nami sprehajali po Mojčinem in Zoranovem vrtu, tokratno nagradno vprašanje Kluba Gaja ne bo težko. S katerim pripravkom sta Davor in Mojca poškropila vrtnice za krepitev rasti? Odgovore pošljite na elektronski naslov oddaje Na vrtu. Sponzor rubrike je Klub Gaja. Poletje je pred vrati in nemalokrat bomo imeli sončnice v naših vazah. Pa znamo poskrbeti zanje. Namreč sončnice imajo velik problem srkanja vode. In sicer poleg poševnega pravilnega reza, ki je na ta način, moramo zanje poskrbeti z toplo vodo. Prej smo pogreli vodo, tam nekje na 50 stopinj. V vazi jo mora biti kar nekaj. Kot vidite, imamo urošeno vazo, tako da je resnično topla voda. Tiste grde liste, ki niso dekorativni, odstranimo in sončnica bo tako ponovno zaživela. V tej topli vodi smo dodali tudi prej hranilo, in sicer hranilo za sveže cvetje. Namreč brez hranil ne moramo pričakovati, da bodo rastline v vazah dlje časa držale. Čez 3 dni bo treba sončnicam znova spodrezati stebla in jim zamenjati vodo. Prav tako jih postavimo v toplo vodo. Ko začnejo odmirati prvi cvetni lističi, te odtrgamo. Sončnica s spodnjimi čašami cveta bo tako še naprej lepa v vazi. Poleti imamo v vrtovih tudi lilije. Lilije imajo prašnike s pelodom, ki jih moramo obvezno odstraniti. Namreč pelod, vkolikor pride na obleko, se ne da odstraniti in madeži ostanejo. Zato je najbolje, da imamo takole priročne rokavice in prašnike odstranimo. Vkolikor pravi čas
poberemo prašnike in se pelod ne dotakne pestiča, cvet dlje časa drži. Ne smemo pozabiti odstraniti zelenje iz celotnega stebla in pa seveda na poševen rez. Tudi tu smo prej dali hranilo za sveže cvetje. Šopek iz lilij dajemo v prostore, ki so nekoliko večji, ni pa priporočljivo, da bi veliko lilij uporabljali tudi za kakšne poročne šopke, če nevesto ta cvetlični vonj moti.